odkar ste postali župan občine Radovljice, vsako leto že tradicionalno naredite novoletni sprejem za vse v radovljiški občini. Res je, ne moram verjeti, da je letos to že 10. Sem bil izredno počaščen z mojimi sodelavci, da je se toliko ljudi odzvalo, s katerimi pravzaprav delamo projekte, ki so v prid občini Radovljica. In kaj naj rečem, mi smo pravzaprav zelo zadovoljni, ker nam še vedno turizem raste. Lahko se pohvalim, da smo ustvarili preko 300.000 nočitev, kar je zavidljivo in spet rekordno. Ko sem prišel leta 2010, je bilo teh nočitev 95.000 in samo čestitam vsem v našem zavodu in pa vsem, ki delajo v turizmu, ker je res zanimanje in porast tudi vseh, ki so kar veliko vložili v pogoje, da lahko privabimo večje število gostov in pa s tem tudi posledično nastanitev in vseh tako kulturnih, športnih ogledov in res smo zadovoljni. V koncu leta se lahko pohvalite tudi z nagradami, s certifikatom, nagradom Slovenske turistične organizacije. Res je, mi smo dobili pravzaprav visoko priznanje Zlatega kamna, da smo ena izmed tistih občin, ki ima res dobro življenje in prizadevamo si vsako leto, da se to nadgrajuje in sem prepričan, da nam bo to tudi v bodoče uspevalo. Kakšno je bilo leto 2019, ki se s hitrimi koraki izteka za vas? Torej, če mislite zame osebno, je bilo to zelo, zelo delovno leto. Če mislite na splošno, mislim, da je bilo v kulturi nekaj visokih dosežkov, kar pa zadeva našo pot oziroma bivanje v Evropi, nam pa še precej manjka. Kaj bi lahko rekli za leto 2019 za vašo šolo? Mislim, da smo bili kar uspešni v letu 2019. Tudi dijakov smo vpisali to, kot smo pričakovali, torej 4 oddelke v prvih letnikov, tako da imamo trenutno na šoli 360 dijakov. Seveda pa poskušamo sodelovati z občino Radovljica in z vsemi zunanjimi institucijami, ker se nam zdi, da je zelo pomembno, da si dijaki pridobivajo prakso, tako pravo prakso, torej da strežejo tudi prave goste. In tega se poslužujemo kar celo šolsko leto. In kaj si želite v letu 2020? V letu 2020 si želimo, da bi ravno tako bili uspešni, kot smo bili v letošnjem šolskem letu, da bomo vpisali čim več dijakov, da se bo čim več osnovnošolcev odločilo za to, da pridejo na našo šolo, na vse programe, ki jih imamo in pa seveda, da še naprej tako uspešno sodelujemo z vsemi inštitucijami. Nekaj časa ste že direktorica, pa mogoče nekaj besed, kaj bi lahko rekli v letu 2019 za Radovljiške muzeje? Res je, skoraj leto bo že naokoli. Lahko rečem, da smo izredno zadovoljni z delovanjem v letu 2019. Predvsem smo ponosni na dopolnitev nove stalne razstave ilustracij v galeriji Šivčeva hiša, ki je res edinstvena v slovenskem prostoru. Prav tako smo veseli podatka, da smo že septembra letošnjega leta presegli število obiskovalcev lanskoletnega leta. Povečuje se zanimanje za muzeje, kar seveda kreiramo z bogatim programom predavanj, razstav in pa delavnic. Odkar ste se poslovili od samega veslanja, sedaj ste na drugi poti, pa povejte, kakšno je bilo leto 2019 za vas? Kar pestro, tudi ga še ni čist konc, tako da nas čaka še kar nekaj zanimivih tednov, ampak po eni strani poslovno lahko rečem kar uspešno, tisto, kar je moja osnovna dejavnost, mogoče v športu malo manj, ker sem še vedno vpet v veslanje, ampak vseeno mislim, da se zadeve obračajo na bolje in seveda vsi si želimo, da bojo prihodnja leta bolj uspešna. Danes bi tudi lahko rekli, tako kot ste izjavili na eni izmed novinarskih konferenc pred kratkim, da je dovolj dobra udeležba, verjetno je tudi danes tako. Ja, saj tukaj jaz sicer se ne udeležujem vsako leto, ampak kadar sem je približno enako, predvsem pa mislim, da se imamo Radovljic
z marsičem pohvaliti, tudi življenje. Mislim, da v Radovljici je kar kvalitetno, kar lepo in bolj ko hodim po svetu, bolj z veseljem se vračam nazaj domov. Vi ste bil dolgoletni direktor družbe Elterem in kako bi ocenili letošnjo leto 2019 za vas osebno in pa seveda tudi za vašo družbo? Ja, poglejte, leta, ki so v letu 2019 je vse bolj nekako turbulentno leto, moderno, z velikimi zahtevami, spremembami na trgu, z nenehnim prilagajanjem, predvsem na tehničnem področju je to izredno lep projekt, ker se pač vedno dograjuje in ljudem serviramo skozi našo dejavnost zmeraj boljše mislim pač ogrevalne naprave, s tem je tudi poslovanje boljše in lepše, tako da je na nek način ta nova doba, ko jo samo poslovno vzamem, izredno lepa, zato jo tudi ne opuščam, ker sem v njej preživel celih pač nekaj manj kot 50 let aktivnega. Abrahama ste rekli. Ja, tako, to bo 1. marca 2020, ta obletnica, ampak po drugi strani delo aktivno teče, firma nekako obratuje sicer z manjšim zmogljivostim, bolj se je specializirala na osnove servisiranja pa plinifikacije, tako da še vedno poslujemo. Kakšno je bilo leto za vašo družbo 2019, ki se s hitrimi koraki izteka? Ja, poslovno leto 2019 je bilo uspešno, tako kot vsa leta do zdaj. Mogoče malenkost manj kot 2018, ampak kljub temu. Večino stanovanj na Vodnikovem trgu, mi smo namreč investitor, bili na Vodnikovem trgu, 93 stanovanj. Večino stanovanj smo prodali sicer v letu 2018. V letu 2019 smo pa prodali še tisto, kar nam v 2018 ni uspelo, tako da uspešno zaključujemo projekt. Zadovoljni smo s poslovnim letom in upamo, da bo 2020 vsaj tako uspešno.